Živijo! Spet mi in z nami nove ambientalne zanimivosti. V današnji oddaji si bomo ogledali prostorno mansardno stanovanje na najlepšem ljubljanskem trgu. Hišo, ki je bila razglašena za interjer leta 2015 in spoznali, kako majhno stanovanje narediti veliko. V naselju modernih družinskih hiš v Trnovem stoji hiša Kaspar. Na mesecu oblikovanja so jo razglasili za najboljši interjer leta 2015 v kategoriji zasebni interjerji. Dom arhitekta seveda kar kipi od domiselnosti. Elegantno izstopajoč, sodoben in privlačen je tale dvojček v Trnovem, ki so ga zasnovali Demšar arhitekti. S čistimi linijami in ravno streho je prefinjeno umeščeno v okolico. Lastnika Manja in Gašper sta hišo opremila s pohištvom, ki pripoveduje zanimive zgodbe. Ustvarila sta dom, v katerem je bivanje, verjamem, da pravi užitek. Nek avstralski arhitekt je zapisal, da gradnja hiše arhitektu predstavlja največjo tremo. Kako ste vi to doživljali pri gradnji oziroma snovanju lastne hiše? Jaz mislim, da je trema še vedno malo prisotna. Predvsem je vse skupaj z arhitekta gradnja lastne hiše en zelo velik izziv, predvsem zelo velika odgovornost, na eni strani do sebe, na drugi strani do družine. V bistvu se dosti pogosto še vedno sprašujem, kaj bi lahko naredil boljše, kaj bi lahko naredil drugače. Predvsem pa dosti pogosto razmišljam, kako bi lahko recimo te izkušnje, ki sem jih imel z gradnjo najine hiše, kako bi lahko prelevil recimo že v nek drug projekt. Z Manjo sva v fazi snovanja in z svojim sodelavcem Mihatom smo se precej pogovarjali o tem, kaj želimo, kaj pričakujemo od hiše, kako bomo živeli, kakšne so naše navade, kako lahko neko našo bivanje izboljšamo. Ko sva začela snovati hišo, še nisva imela otrok, zdaj imava dve hčerkici, 1 in 4 leta stari in seveda bila neka prognoza, da boš imel otroke, ampak nisem imel pa izkušnje, kako bo potem z otroci živeti v taki hiši. In čemu ste dali potem prednost? Kvaliteti bivanja, družinski hiši, na koncu nam pač mora biti všeč, se moramo dobro počutiti, relativno enostavno, pač mora biti dobro. Kjer del pa je bil po tehnični plati najbolj zahteven pri gradnji hiše? Največji izziv je bilo stopnišče. Stopnišče predstavlja neko hrbtenico, recimo nek dragulj, če temu lahko rečemo. Stopnišče sodeluje skupaj z knjižnim regalom, ki poteka skozi vse etaže. Drugo pa sama tehnična izvedba. Stopnice so izdelane iz betona, ulite na licu mesta, sodelovalo je kar nekaj strokovnjakov, od kemika, statika. Izziv je bil predvsem, kako narediti dober, vidni beton. In v trenutku, ko odstraniš leseno paš, so stopnice gotove, brez kakršnekoli obdelave. No, ampak to zgornjo plast na samo stopnišče ste verjetno dodali kasneje. To ni bilo vse v enem kosu? Vse je bilo betonirano v enem kosu, le zgornja plast se je potem še dodatno gladila in brusila, medtem ko ostali vidni beton je takšen, kot je bil prvi dan po razopaženju. Gospa Manja, kar 18 let ste živeli v tujini, Avstriji, Dublinu, Španiji, nazadnje v Bruslu. Verjetno ste doživeli tudi nek drug način bivanja v teh državah. Ste del tega prenesli tudi v Slovenijo, v svoj dom? Ja, vsekakor. Spoznala sem drugačno kulturo, drugačen način bivanja. Kaj bi mogoče izpostavila je, da v teh državah, sploh pa v Avstriji in v Belgiji, se ljudje bolj zavedajo, kako lahko dobro projektiva vpliva tudi na kakovost bivanja. Pri nas se mi zdi, da prevladuje ta kultura samograditeljev oziroma samoimenovanih dizajnerjev. Vsak misli, da se spozna na stvari, da ne potrebuje arhitekta, kar je že prelistal toliko dizajnerskih revij. Posebnost hiše je, da nima vetrolova niti predsobe, za razliko od večine slovenskih domov. En detajl, ki sem ga prinesla s tujine s sabo v to hišo, je dejstvo, da predsobe ni. Jaz sem si želela, da bi stopili frontalno notri v hišo in da se ti odpre celoten pogled. In da v tistem trenutku stopiš, zaživiš hišo. Kaj pa vetrolov?
No, vse to je bilo eno glavnih vprašanj, ki so me potem in arhitekti, in prijatelji, in vsi spraševali. In so se kar morali boriti za to, da predsoba ni nastala. Ne. Dobar, zmagali ste. Zmagala sem, ja. Ker te predsobe, prvič, ogromno kvadrature bi požrla. Drugo, pa je to, te predsobe, to so stalno visijo nekje, se nalagajo plašči, čevlji, stalno neki čuden občutek, mora se prebiti do osrednjega dela hiše. In vetrolom, Gašperu sem rekla, pa vprašamo enega strokovnjaka, a je problem ali ne. Ta strokovnjak je rekel, da to ni potrebno in dejansko ni potrebno, vse kaj, pridemo notri, odpremo in zapremo. Isto zračimo hišo parkrat na dan, brez da bi razmišljali o tem, da potrebujemo vetroloma, da bo se hiša ne vem kako sledila. Ne. In tudi zmeraj zdaj pospravimo čevlje, obesimo jakne, praktično zmeraj tam pospravljeno. Bolj kot kvadratura je lastnikoma pomembna višina in odprtost prostorov. Ključna se mi zdi ta prostornost, ustrezna povezanost med prostori, na drugi strani seveda še vedno neki intimni prostori, kotički, sobe, v katere se pač odmakneš in imaš svoj lasten mir. Veličasten hrastov hlod se je sušil več kot leto dni, preden je prišel v hišo. Kakšno leto nismo imeli podstavka za televizijo. Tu televizije niste imeli? Ali je Televizijo bila televizija na tleh? Ampak tudi slike so bile na tleh, ni pa na stenah. To je tudi nek proces, ko pač prideš v hišo, jo moraš tudi malo začutiti prostore in potem neke določene elemente postopoma vnašati. Ker to je pač živa stvar. Ni to neka hotelska soba, v katero prideš za nekaj dni in pričakuješ, da je vse s prvim korakom urejeno. To je pač dom in dom se gradi. Postopoma se neke stvari vnašajo, prestavljajo in zgodba tega hloda je bila pač taka, da smo prišli do tega, da je živel nek lesen element. Nekaj, kar bo unikatno, kar bo izžarevalo to neko toplino in na koncu je pač ta hlod z neko svojo zgodbo, z nekim procesom pač pristal tukaj pod televizijo. Pa saj ni samo ta hlod, precej teh unikatnih lesenih stvari se ponuja tudi za mizo. Vidim, da vsak stol je drugačen, vsak na nek način stilno zaznamuje prostor. Ja, to je pravzaprav moja ideja in so se mi vsi smejali, ko sem rekla, da hočem imeti 8 različnih stolov okrog mize. Potem pa je to precej spontano vse skupaj nastalo. Ne vem, malo enega sva tam videla, pa kupila, pa tam in kar bolj naravno ne bi moglo biti. Ta miza ima tudi eno svojo pot, kako je prišla v to našo hišo. Zopet sva iskala neko masivnost, les, toplino. Čvrstost. Rustikalno sva iskala. Iskala sta tudi dejansko eno zelo staro rustikalno in nisva našla. Nisva našla v Sloveniji stare rustikalne mize, ki bi malo zmehčala to belino. Potem sta dala prav delati mizo ali sta... Tako. In to je bila zopet Manja iz Štajerske, šla sva v Apače, po les, s prijateljem smo ga pripeljali prijatelju mizarju, ki se je v štartu malo upiral, da naredi tako mizo iz masive, skrbelo ga izvijanje in tako naprej, ker so bili plohi precej debeli, 8 cm. No, na koncu se je pač dela lotil, nekaj časa je trajalo in mislim, da je bilo nekaj dni, preden smo se vselili, je miza prispela v našo hišo. Menila sta, da so bile slike najprej na tleh, predvidevam, da so morale najprej dozoreti. Verjetno je bilo tudi potrebno neko vrsto usklajevanja, katera slika na katerem mestu. Predvidevam, da je še kje v kakšnem kotu še par slik čaka. Ja, tu sva si bila zelo enotna. Oba sva rekla, stene pa ne bodo ostale bele oziroma prazne, ampak so kar celo leto ostale prazne slikami na tleh. Sva pa že prej, še preden sva se spoznala, sva že vsak imela svojo umetniško zbirko. Jaz sem pač večino teh slik dobila v Bruslu, kupila od prijateljev, dobila od prijateljev. Tudi ta postavitev, katera slika kam, na katero mesto, to je zopet nek proces razmišljanja. Tudi oceniš, kje ti ustreza neka barva, kje ti ustreza mogoče zgolj neka črno-bela grafika.
Predvsem je pa to pomembno, da te slike, pa ne toliko slike, ampak predvsem avtorji teh slik so ljudje, ki so nama več ali manj blizu, oziroma smo imeli z njimi en pozitiven, dober stik, se osebno poznamo, se pravi, ni to nekaj, ko bi šli samo kupiti za to, da napolnimo stene, ampak je dejansko to sestavni del najnega življenja. V bistvu to imava rada. Hiša Kaspar je lani na Mesecu bila proglašena za najboljši interjer v kategoriji zasebnih interjerjev. Vendar arhitekti pri zasnovi niso ciljali na nominacijo. Pri našem delu oziroma pri tudi projektiranju točno te hiše je tako kot pri vseh ostalih, je naše glavno vodilo, da je pač interjer ali pa celotna arhitektura, eksterijer, da je dobra. Ne? In sicer po nekih naših notranjih vzgibih ali pa občutkih, seveda preko veliko tudi znanja pridobljenega pa izkušenj projektantskih. In takrat, kadar začutimo, da je neka rešitev dober odgovor na prostorski problem ali pa izziv, tisti je pač naš glavni vodilo. Ta hiša v bistvu zelo veliko črpa iz obdobja modernizma, ki je bil v letih 20-30 letih v Evropi, ne, prejšnjega stoletja. Ampak še zmeraj ohranjamo, mislim, podobne oblikovne prvine. Z temi prvinami dosežemo eleganco, zadržanost hiše, s tem tudi brezčasnost oblikovanja. Ta hiša bo aktualna in zanimiva in lepa še čez 50 let, podobno kot danes, če bo obnovljena, na primer, ne. Kar pomeni, da v bistvu se na neke trende obračati nima več smisla, ključno je, da je arhitektura pač dobra. Tukaj je na nek način neka velika odgovornost arhitekta, da svojimi sugestijami, strokovnim znanjem prepriča lahko naročnika v dobro ali pa tudi slabo. V bistvu, zdaj, kar se tiče odgovornosti, imamo arhitekti precej različnih in v bistvu strani investitorja vedno najprej postavljena pogoja ali pa določilo in s tem odgovornost do finančne konstrukcije. To je naša prva odgovornost, da smo z našimi projekti znotraj tistih dogovorjenih okvirjev. To včasih je zelo težko sestaviti. Druga je ta odgovornost, ki je pa nam najpomembnejša, da je v bistvu arhitektura kvalitetna, da je bivanje dobro, da nadgradimo njegovo dosedanje bivanje, da izvlečemo iz neke kvadrature največ, kar se da, in da potem se to nadaljuje in celo nadgrajuje skozi desetletja, skozi generacije. V taki hiši bo nekaj generacij lahko, ne? Tretja odgovornost je pa v bistvu odgovornost do širšega prostora. Umestitev objekta, kako objekt vpliva na okoliške zgradbe, naravo. In kot zadnje bi pa omenil odgovornost do okolja in sicer do narave. To pomeni vse, kar se tiče te danes zelo popularne besede trajnostni razvoj. Se pravi, da mora biti hiša umeščena, izgrajena in predvidena, kako bo funkcionirala v trajnostnem smislu. Skratka, ekologija, energetika, take stvari, materiali in tako naprej. Tudi reciklabilnost materialov, na primer, se zdaj zelo pojavlja. Ogljični odtis. Tudi to. In lahko pri tej temi rečem, da v bistvu na Zahodu je zelo velik poudarek na tej temi, medtem ko se pri nas ta tema v bistvu šele začela razvijati. Moram tudi reči, da je tudi meni osebno všeč hiša. Super, prostorna, super. Domača, topla. V končni fazi imamo tukaj opravka s hišo dvojčkom. To načeloma so lahko tudi bolj osiromašene hiše, povprečno po slovenski kulturni krajini. Mi smo pa iz te kvadrature, pa iz te tipologije potegnili zelo veliko in naredili noter učinek ali pa doživetje prostora, kot da bi bila to enkrat večja hiša. Jaz mislim, da je to glavni dosežek točno te hiše. V vstopu v spalnico sem seveda najprej zagledal sliko, morje, to uživaštvo, po drugi strani kopalna kad. Ne morem, da ne bi pomislil na neke vrste hedonizem. Ja, mogoče res, ne? Predvsem hedonizem sprostitve ali pa hedonizem počivanja. Spalnica je le v tej zadnji etaži hiše. Bila je predvsem neka želja ustvariti en prostor, v katerem lahko spiš, je tudi kad kot recimo del prostora.
Se pravi, Tudi tuš, kopalnica, vse Vse skupaj je v enem ločenih- prostoru. Predvsem ta prostor sam po sebi ni tako zelo velik. Ne? Če bi ga razdelili fizično z neko steno na dva dela, bi bila to le dva manjša ločena prostora. Hkrati pa smo želeli tudi z Manjo doseči to, da v bistvu prostor povežemo z zunanjima terasama. Zanimiva se mi zdi tudi uporaba parketa v tem prostoru, glede na to, da je v bližini vode, v nadstropju nižje ste celo uporabili tapison, ki se ga danes skoraj da ne uporablja več. Dokaj nenavadna izbira v obeh teh talnih oblog. Tla so le tista, ki se jih dejansko največ dotikamo, oziroma jih mogoče najbolj začutimo. V pritličju je les, ko vstopiš, se pravi, takoj ta občutek neke domačnosti, medtem ko v prvem nadstropju, kjer je prostor najinih punc, pa smo želeli dati to neko mehkobo, to neko taktilno, še potencirati neko prijetnost. Tudi uporabljali tega parketa, ki ga imamo v WC-ju, v kopalnici tukaj znotraj spalnice, se mi zdi, da je pravilna odločitev. Marsikdo me kdaj vpraša, ja, kaj pa če je moker, ko stopiš ven iz tuša, pa je srečen. Se pa posuši, če talno Posuši, ogrevanje. oziroma, tako ko obrišeš keramiko, obrišeš po potrebi tudi les. Spalnice in kopalnice ne ločuje stena, temveč klop, kupljena v starinarnici. Iskala sva pač neko rešitev, kako rahlo vseeno razmejiti kat, spalnico, oziroma kako povezati. Po drugi strani pa je to tudi čisto praktičen element. Prideš gor, se slečeš, vržeš čez, danes je seveda to Priročen pospravljeno. obešalnik. V resnici je pa včasih kar precej naloženo. Omare so prostorne, vendar bele kot stene in zato skoraj neopazne. Večji del omar, se pravi, ki niso neki prosti kosi v prostoru, so anonimni. Ravno zaradi tega, da lahko neki drugi kosi ali materiali pridejo toliko bolj do izraza. Na Prešernovem trgu je lastnik v spomeniško zaščiteni secesijski stavbi neuporabno podstrešje spremenil v 4 prostorna mansardna stanovanja. Enega izmed teh smo si ogledali in poleg čudovitega razgleda ponuja tudi dom številnim živalim in rastlinam. V čudoviti secesijski stavbi na vogalu Prešernovega trga, ki je bila zgrajena po rušilnem potresu v letih 1896 in 1897, se je lastnik odločil za temeljito prenovo. V stavbo so vgradili dvigalo, neuporabno podstrešje pa so spremenili v 4 mansardna stanovanja. Ogledali si bomo enega od teh, v katerem si je dom ustvaril lastnikov sin Jan. Gospod Igor, lokacija je sanjska v središču mesta, ampak kako je z hrupom, s cerkvenim zvonom? Ja, cerkven zvon je nekaj, na kar se treba seveda navaditi, ker to ne smeš vzeti kot hrup, ampak eno prijetno bujenje zjutraj. Sam hrup iz ceste je pa, ker imamo stanovanje na Čopovo minimalen, to se pravi več kaznosen, smo bili prej v lokacijah tudi v centru mesta, ki so bile znatno bolj glasne kot ta. In odkar so vse prireditve na Kongresnem trgu, je sam Prešernov trg postal zelo prijetno umirjena cona Ljubljane. Kako je pa s parkirišči, z dostavo? To so v centru problematične stvari. Seveda, to je zahtevalo kar veliko prilagajanja, posebno potem, ko se je naš župan odločil, da je center zaprl veliko prostorno. Mi parkiramo v garaži na Kongresnem trgu, ker se pa dostav tiče, sem pa, kot sem rekel, stvar organizacije. Vse selitve so pa mala mora. V stanovanju prebiva več kot očitno študent biologije. Njegova strast do živali in rastlin se odraža tudi v njegovem domu, kjer poleg barve lesa prevladujejo zeleni in črni odtenki.
stolpiču, odkuder vidimo na Prešernov trg in Ljubljanski grad, je prostor za učenje botanike v praksi. Gospa Kaja, arhitektka tega stanovanja, sedaj sediva v lepo urejenem stanovanju, ampak predtem so pa tukaj stanovali golobi. Ja, golobi so imeli skrivne vhode pod streho, ki je bila prazna. V bistvu ni bila niti za nalaganje nepotrebne robe namenjena, ampak ja, neizkoriščen podstrešni prostor, neobdelan. Preden ste opremili stanovanje, kaj ste mogli vse popraviti, oziroma preden ste se lahko lotili opremljevanja stanovanja? Podstreha je bila v osnovi en povezan prostor in potem smo mogli pač najprej domisliti tloris, kako se bojo te bivalne enote poredile. Potem je bilo treba ojačati strop, zaradi tega, ker pač hiša je iz konca 19. stoletja. Takrat je bila gradnja taka, da so bili stropovi grajeni z lesenimi stropniki, pač nadaljna sestava bolj gor, in tukaj je bilo isto in ta obstoječa konstrukcija pač po statičnih izračunih ni zadoščala in je treba to vse ojačati. In potem smo zalili celo podstreho tudi z betonsko ploščo, ki povezuje, ki je kot taka statični element, ki povezuje in jača celotno konstrukcijo objekta, no. V bistvu je to en tak povezovalen element. Tramovi, ki so del originalne strešne konstrukcije in so delno še vedno vidni, so pri prenovi predstavljali težavo, saj so bili vezniki na vsake 4 metre približno pol metra nad nivojem siceršnjega tlaka podstrehe. Če smo hoteli kakor toliko funkcionalno organizirati stanovanja, je bilo treba se spomniti ene rešitve, kako to višino ker so na neugodni višini. Ja, zaradi tega, ker treba bi bilo celo stanovanje dvigati nad te veznike, kar bi pa zelo zmanjšalo uporabno površino. In zaradi tega smo, kjer se je le dalj spuščali proti fasadi stanovanja. Da ste pač pridobili funkcionalni prostor. Ja. Stanovanje zaradi večjih nivojev deluje razgibano, neenakomerno višino tav pa so s pridom izkoristili. Tla tako služijo tudi kot klop v jedilnem kotičku, v spalnici pa kot nočna omarica. Na kakovostno bivanje v mansardi vpliva dobra izolacija ostrešja. Napredni izolativni material, ki je v zadnjem času na voljo tudi na slovenskem trgu, je steklena volna Ecous iz podjetja Knauf Insulation. To inovativno naravno izolacijo odlikujejo veziva na bioosnovi. Je paropropustna, visokotoplotno in zvočno izolativna ter požarno varna. Veseli so jo mojstri in samograditelji, ker je prijazna za delo in ne pika. V kombinacijami s folijami HomeSeal LDS tvori zrakotesno strešno konstrukcijo, ki diha. Vse skupaj preprečuje propadanje in trohnenje ostrešja in podaljšujejo njegovo življenjsko dobo. Ker je hiša spomeniško zaščitena, njene zunanje podobe niso smeli spreminjati. Zato je v stanovanju manj svetlobe, kot smo je sicer vajeni v mansardah, in prav to je vplivalo na izbiro pohištva. Prevladuje vezana brezova plošča, ki je naraven material lepljen v plasteh in interjerju daje toplo noto. Katero napako ljudje najpogosteje naredimo, ko opremljamo stanovanje?
zabijemo ga s pohištvom, katerega v resnici sploh ne potrebujemo. In takšno je bilo tudi stanovanje starejše gospe, ko je vanj prvič vstopila arhitektka Marjetka Pajk. Za začetek je iz njega odstranila vse odvečno. Potem je omare iz osrednjega prostora umaknila v spalnico in zgradila drugi vhod v stanovanje. Videti je v bistvu prostoren, čeprav je v resnici majhno stanovanje, ima zgolj nekih 42 kvadratov. Kako ste uspeli doseči ta učinek? Stanovanje je res majhno po kvadraturi, ampak ni tako majhno, ko ga opremljaš, dobiš v njem vse tisto, kar potrebuješ. Pa je bilo treba še kaj poseči v sam prostor, ali so bili prostori že originalno taki, že v osnovi začrtovani, kot jih vidimo danes? Prostor je bil načeloma tako začrtovan, vendar je bil ta del, kot pravim, opredeljen z omaram sredinski, tako da prav zazidan ga ni bilo nič. Je pa deloval tesnjeno, a ne, majhni prostorčki so postali zaradi slabih tlorisnih rešitev, tako da kakšnih večjih posegov takih tukaj ni bilo. Videti je tudi precej svetlo stanovanje, je relativno podolgovato, pa ima zgolj eno okno. Ja, okno je res samo eno in z tega okna, tukaj v najni bližini, se razprostira čudovit pogled ven. Tako da jaz sem vedela, da bo malo težave, vendar se je rešilo to z zadostnimi stropnimi svetilkami, z dobro osvetljenimi ključnimi deli, kot je kuhinjski del, jedilna miza in pa z dodatnimi svetlobnimi elementi, kot so namizne in stoječe luči vzdolž celega prostora. Pričakovali bi, da bo arhitektka stanovanje za starejšo lastnico opremila v umirjenih tonih. Naredila pa je ravno nasprotno. Ampak nekaj te svetlobe, recimo temu, poje tudi črna barva. Ja, res je črna barva, ker ljudje imajo predsodke pri uporabi te barve v stanovanjih, vendar sem jaz črno barvo tukaj noter videla ravno zato, ker je stanovanje staro, ima dosti visoke strope in v kombinaciji z belo ne deluje temna. Sploh pa z dodatki v rumeni barvi, ki sem jih izbrala, je, mislim, doseženo tisto, kar smo si zastavili za cilj. Včasih je res dovolj čist nekaj malega, a ne, da tisto monotonost ali pa neko temno barvo, kot zdaj midva govoriva o tej črni, a ne, spremeni in jo naredi iskrivo, živahno. Če se stanovalka ni prestrašila črne barve, se seveda tudi vijolične stene v spalnici ni. Ali pa tapet z živahnim vzorcem v dnevni sobi. Tudi obarvana niša v kopalnici se je takoj priljubila. Precej moderno stanovanje je bilo gospe kmalu tako domače, kakor nekoč njeno staro. Vabim vas, da nas spremljate na našem Facebook profilu TV Ambienti in na spletni strani www.tvambienti.si. Hvala, ker ste bili z nami in ne pozabite, čaka nas še precej zanimivih zgodb. Uživajte, lepo se imejte, vidimo se prihodnji teden, ko si bomo ogledali nekoč trisobno stanovanje, prepolno vrati nepotrebnih sten, ki je danes odprt, svetu in prijazen dom, pokukali v stanovanje, ki je nastalo iz 2 pisarn in obiskali dom, v katerem svojo družino živi glasbenik Jože Potrebuješ.